Dober dan, od srede do srede, kolega Markeš. Dan se je začel z trditvijo sedanje ministrice za pravosodje, ki sporoča, odstopila bom ne. Rekla je sicer, da se zaveda svoje objektivne odgovornosti, hkrati pa dodaja, da je bila zavedena, da so ji na mizo dajali falsificirane oziroma napol falsificirane papirje in tako naprej, in da bo zdaj ona to najprej razčistila. Ja, živijo, lep pozdrav. Ko govorimo o pravosodni ministrici, ima človek tako protislovna, ambivalentna čustva oziroma pogled. Po eni strani je treba dati kredit, da je borka. Že to je bila takrat, ko se je zavzemala za kandidaturo, zelo odločena, da ona to bo postala. Ona je takrat, ko ni bila na kandidatni listi, to razumela kot nož v hrbet. Ja. In zdi se, da zdaj to pripada. Zdaj se je stranka odrekla, čeprav razumem. Tako je. So rekli, da naj pač odide, in ona to zdaj spet razume kot pač nesporazum. Pričemer gre stvar v dve smeri interpretacij. Prva je pač ta, da težko zanikamo, da objektivna odgovornost obstaja. Če si minister in če naredi tak velik flop pod tabo, pomeni, da ali ne obvladaš ali pa da si celo sam udeležen. Se pravi, objektivna odgovornost tega ne more zanikati, in že to je samo po sebi zadost, da nekdo odstopi. Po drugi strani je pa tako, samo gesto, da reče, jaz pa ne bom odstopila, pa hoče pokazati na to, da ona nič ni kriva. Se pravi, to je en moment, pri katerem rečeš, mogoče pa res ni krivo, mogoče pa res ni, mogoče so jo pa stvari res presenetile, mogoče pa tega ni vedela. Ampak to je seveda glede na to, da je ona očitno ženska, ki je zelo determinirana v tem, kaj hoče doseči. Možno pa interpretirati tudi tako, da se pač stola drži, da noče spustiti. Tako da vse te interpretacije so možne. Je pa tako, težko je spregledati kontekst širšega dogajanja, kako je mogoče, da se tako velik posel zavrti v tako hitrem, rekordno kratkem času z tako jasnostjo in s takim načinom, če ga ne bi spregledali pa razkrinkali. Bi jaz rekel, da skoraj težko odločitev enega samega človeka, ampak je tukaj zadnji bil nek stroj. Ja, ampak tukaj je tako, praviš velik posel, v resnici gre za največji nepremičninski posel vezan na pravosodje v zadnjem desetletju. Ja. Hkrati pa gre za neko transakcijo, ki se tiče dveh vej oblasti, se pravi vlade kot izvršilne veje oblasti, dobrobiti te transakcije naj bi pa uživala sodna veja oblasti. Javnost, celotna javnost v bistvu. Ja, sodna veja oblasti pa ljudstvo, ki potem je deležno pravičnih sodb sodne veje oblasti. Ampak zdaj, tisto, kar je pa meni neverjetno, je pa to, da sodna veja oblasti sploh ni vedela, da bodo dobili neko stavbo na Litijski ulici oziroma Litijski cesti, v kateri naj bi poslej poslovala 3 sodišča, delovno-socialno, višje delovno-socialno pa upravno. Ministrica je rekla, da s tem prispeva k temu, da sodiščem ne bo več treba plačevati visokih najemnin, vendar je eno od teh 3 sodišč, se pravi upravno, v lastnih prostorih. Se pravi, upravno sodišče niti ni tarča pobiranja visokih najemnin za svoje delovanje. Tako da tisto, kar meni ne gre skup, je sporočilo, da je tam neki referenti skupne službe so po svoje mutili. Ampak če imamo pa odnos med eno vejo oblasti pa sodno vejo oblasti, tega ne delajo referenti. Ne, seveda ne. Težko si je sploh predstavljati, da bi tako velike
transakcije oziroma tako velike odločitve šle mimo res širšega konteksta. Nekateri menijo, da je to tudi povezano z mestom Ljubljana, nekateri sami predsednikom vlade, ministrica sama pa s prstom hoče pokazati tudi na kakšne posameznike iz njene lastne stranke, to je SD. Katere podpredsednice je? Ja, seveda. In to je nek zelo čuden konglomerat, ki kaže pravzaprav na neko vzporednost, kar ljudje percipirajo v glavi, ljudje to dojemajo kot strica iz ozadja, ki v bistvu v tej državi v resnici vladajo, in ki se dogajajo. Medtem ko se sindikati borijo za neke plače, pa da niso minimalne plače, pustimo zdravnike, ampak drugi sindikati, ker imaš častne poklice, tako kot so medicinske sestre, pa se borijo z nekimi minimalci in tako naprej. Na drugi strani pa ostaja nek sporeden svet, v katerem milijoni frčijo levo in desno, kot da to nič ne pomeni. In spet, kot bi nekdo poklanjal besni opoziciji in desnici polne argumente za to, da bo lahko spet prišla na oblast. Nekaj podobno kot v Ameriki, recimo, pa ta Bidenova administracija, ki kuha neke vojne, ki jim ni kos, ki v smeri proti Rdečemu morju in tako, v vojni za Huti. Ja, zdaj se Rdeče morje širše na Perzijski zaliv, tako da zadeva postaja toliko bolj alarmantna. Ja, in vse se destabilizira, ampak recimo podobno kot v Sloveniji, se Biden obnaša, kot da je samoumeven in kot da že samo zato, ker je nek Trump nekaj popolnoma nemogoča, vendar realna nevarnost, je on izvolil tako v 5 minutah, pa na takoj. On bo izgubil volitve, očitno. In tudi v Sloveniji ni samoumevno, da vse te se stavljajo. Jaz si ne upam te poteze konvertirati. Jaz si jo pa upam reči, da gre za svetovne trende. Populizmi, tudi Evropska unija je v izredno zaskrbljujočih trendih, enakorodnih trendih. In to se bo reflektiralo v končni fazi v vseh članicah unije. Tudi pri nas se očitno lahko, ni rečeno, da se bo, ampak očitno se lahko. In za seštevanjem takih napak, v katerem zdajšnja tako imenovana alternativa dokazuje, da v bistvu ni alternativa, da je v bistvu samo preoblečena oblika eno in iste roparske mentalitete. To se pri ljudeh pač ne bo izšlo. Ljudje bodo šli v volilno abstinenco in to je pa več ali manj vemo, kaj pomeni volilna abstinenca. Okay. Sodna veja oblasti je sporočila, da prekinja ta svoj protest, ki se je manifestiral na nek način kot stavka. Ja. Argument sodniškega društva je bil, da državne inštitucije jemljajo resno in da, če povem svojimi besedami, ne mislijo državljank in državljanov jemati za talce oziroma jim greniti življenja in da bodo zaradi tega s protesti sicer nadaljevali, vendar ta protest ne bo imel oblike, ki bi kakorkoli prizadel stranke, ki na sodišču iščejo svojo pravico. 1 oziroma 2 stavki pa še trajata. Ja, to je v redu poteza, da pač ne jemlješ ljudi za talce, ampak se boriš na način, ki je temu primeren. To je tudi glavno očitek Fidesu. In realno, Fides bolnike jemlje za talce. Država, se pravi vlada, kakorkoli je okorela, kakorkoli zapravlja čas in kakorkoli so mnogi očitki upravičeni, si pa res ne sme dovoliti, da bo Fides, ki predstavlja 10 največ do 15% zdravništva, kriv usodo ali pa zblokiral celotno zdravstvo 11, če že. Tega si preprosto država ne more dovoliti, vlada si tega ne more dovoliti. In vsakič, ko vlečejo to vrstne poteze, razkazujejo svojo naperjenost, razkazujejo, kako jim ni nič mar za bolnike, ampak samo govorijo o Fidesu. Jim ni mar za bolnike, ampak je samo za plače. Pričemer, oni so rekli, zdaj recimo ponavljam, kar sem že zapisal, oni rečejo,
bomo umaknili soglasje k naduram. Se ni noben problema, ne? Država ne pač umakne soglasje k ekscesnim dopustom, ko ne bodo več imeli 50 in več do 60, celo do 67 dni dopusta, bo zdravnikov dovolj. In potem je možno uvesti dvo- ali troizmensko delo. To država lahko naredi. Ti se sprašuješ med drugim tudi o reprezentativnosti Fidesa. Navajal si oceno, ne, da... Ja, pred leti se je govorilo, za času Koštrina, ne, se je govorilo, da je bilo samo 11% zdravnikov organiziranih znotraj Fidesa, in ko so upozorili Koštrina, da je treba pač Fides popuniti, bi rekel v vojski, ne, na do 20%, ki je prak reprezentativnosti, toliko leto nazaj je on nekako dosegel, da se ni smel več preštevati. To so moji podatki, ne, ki lahko da niso ta trenutek točni, ampak če še držijo, ne, potem Fides niti slučajno ne predstavlja vseh zdravnikov, ne, njegova reprezentativnost pa je verjetno še vedno vprašljiva. Kar sicer je podatek ali pa ni, odvisno od tega, koliko zdravnikov koliko so glasni, pa koliko so penetratni. Predvsem je pa dejstvo, da za tem stoji tudi zdravniška zbornica, ki pa je krovna organizacija in je hkrati pooblaščena organizacija od države in dela stalno proti državi, ne dela za državo, ampak dela tako rekoč proti državi in dela skladno s Fidesom in skladno z še globljim načrtom divje privatizacije zdravstva. Skratka, temu je treba narediti konec. To je ime igre. To je ime igre, nič drugega, samo to je ime igre. Ker v teh krajih smo šli čez privatizacijo v 90-ih letih prejšnjega stoletja, to je tretji ali pa četrti val potem privatizacije. Ja, je pa tako kronski, če tako rečem, ne, tak vrhunec razgrajevanja javnega prostora, za to gre. Ne. V tem vrhuncu, ne, zdaj drugi sindikati so se oglasili, ne, javna uprava zdaj stavkala, ne, 3 dni. Preprosto so hoteli povedati, jaz sem poslušal studio ob 17, kjer so zaposleni povedali, ne, da delajo dejansko tudi oni nadure delajo in njihova produktivnost se je za 100% povečala glede na primerljivo, ne vem, pred 1 ali 2 letoma. Hkrati, ne, je pa praktično ves oddelek v Ljubljani, konkretno na enem oddelku, na minimalni plači, ne. Na minimalni plači, ne tista, ne, da bi imeli zdravniško primerljive plače, ampak na minimalni plači. Ne. Zdaj, kakšna je razlika? Tukaj lahko zdaj odpremo vprašanje superiornosti pa inferiornosti poklicov. Ne. Zdravniki pravijo, tisti anesteziolog, ne, znameniti, ne, ki je žalno čistilke, ne. Je hotel povedati, se veste, kaj delamo, ne? In če vi pravite, da je zdravstvo pač najpomembnejša stvar v tej državi, potem nas cenite in plačate to. Ne? Za ta aroganca brez primere, ne? Ampak je potem samo zver, ne, pri Marcelu Marcel, zbrani več Studio City, ne, popolnoma drugače stvar postavil. Ne, rekel, ne bodimo arogantni, mi smo ljudje med ljudmi, ne, mi smo zato, da ljudem pomagamo, nismo slabo plačani, lahko bi bili boljši, ampak nismo slabo plačani. Treba videti tudi tiste, ki so pa katastrofalno plačani, kot rečeno. Ne. A veš, če ta anesteziolog, jaz sem pa za 14 € na uro delam, ne, seveda v nadurah, ne. Pri čemer jim v plačo v neto znesku je bila objavljena, kakšna je bila, ne, deleč, 2-krat nadpovprečna, ne. Ampak hkrati treba povedati, da en učitelj pa naduro dela z magistrsko izobrazbo za 6 €. Ne. Kje so tukaj razmerja? Kje so tu sorazmerja? Ne? Vsi so po 5 let fakultete naredili. Ne? Skratka, to ni nekaj, se pravi, gre potem za govorjenje o superiornosti poklica, da je zdravniški tako über, nekaj več, nekaj nadpoklica, nekaj tazga. To je pa precej naduto. Ne? Na tak način se o poklicih pogovarjati je pa od tu, ne, do arijske rasi samo en korak potem, ne? Potem se začnejo čudne stvari dogajati. Dobro, govoriva o 3., 4. val privatizacije, ne? Naslednji, ki ostane, je šolstvo. Šolstvo je zelo nevaren teren spet. Začela se je že z Jambrekovino, v tistem času, ko so tiste fakultete nastajale in so rekli, kaj je bila takrat mantra, ne? Ko so te privatne fakultete nastajale, pa celo privatne univerze. Mantra je bila, da bo nove univerze pa nove fakultete, da bodo postavile konkurenco obstoječim in se bo vsem dvignila za to kakovost. Zgodilo se je ravno nasprotno. Tiste, ki so bile dobre javne, so toliko denarja izgubile, da jim je za to kakovost padla. Tiste, ki so pa privatne, ne, so pa postale zelo lahko dostopne, ker so na finančni osnovi narejene in so, po domače povedano, nekvalitetne. Ne.
Ampak so pa dosegljive. Ne? Če tam prineseš denar, deloma ti država plača, pač subvencionira, deloma lahko tudi po zasebni plati. Te fakultete preprosto ne dosegajo kakovosti, recimo Ljubljanske univerze, ne? In fakultet Ljubljanske univerze. Ne? Tako da šolstvo in razgrajevanje v tem smislu bi bila zelo nevarna stvar. Jaz mislim, da bomo to temo morali odpirati. Vzporedno z zdravstvom bo treba začeti spet odpirati v šolstvo. Bo končala z zgodovinskim paradoksom, ne, kaj je pa lep. Ne. Bral sem tekst, ne, ki gre v genezo javnega šolskega prostora. Ja. Ga umešča nekje v čas po nastanku manifesta komunistične partije Karla Marxa in Friedricha Engelsa. Ne, in odgovor na manifest komunistične stranke je ponudil kapital, kapitalisti. Ja. Kaj so zahtevali od držav? Zahtevali so javni šolski sistem. Ne, se pravi, javni šolski sistem kot nekaj, kar lahko slehernemu ponudi možnost, da pridobi ta človeški kapital oziroma kulturni kapital. To je v bistvu zgodovina razsvetljenstva. Če vzamemo Humboldtovo univerzo, ki je postavil standarde vednosti, zaradi vednosti, tam je bilo vse povedano. Ne. Pač socializem je na nek način dal uzde na te stvari, to podobno kot prej tudi nacizem, ki so enostavno hoteli si podrediti pač ideološki kontekst, ampak še zmeraj bilo pa neka avtonomija teh strokovnih zadev, medicine, tehničkih strokov, zato tisti, ki so bili protirežimsko nastrojeni, so pa postali zdravniki, pa elektroinženirji, pa strojni inženirji, vse, ker ni bilo treba Marxa znati, ali pa saj ponavljati in tako naprej. Ne. Ampak kakorkoli že je treba, in zato je tisto, kar je Evropo naredilo, ne, in to ta bolonska reforma toliko škode naredila. Se pravi, Humboldtova univerza, ko je nastala, ne, in v bistvu več luči že po kantovska paradigma, ne, se pravi, razsvetljenega uma, ne, to je nekaj, kar lahko Evropo in svet reši. Vse ostalo, se pravi, v drugo smer, ne, privatizirati, dati v funkcijo gospodarstvu, funkcionalizirati do te mere, da bo pomagalo gospodarstvu, da bo boljše produciralo. To so same neumnosti v smislu razsvetljene vednosti. Ne. Ker ti moš postaviti subjekta, ti moš postaviti človeka, ki je sposoben razmišljati, potem boš lahko civilizacijo peljal naprej. A ne. Se bo nekaj zgodilo. Če boš pa ti proizvajal pač ovce, ki jih lahko strižeš, a ne, potem se pa več ne reče svoboden, avtonomen subjekt, ampak se preprosto reče, ne, Orwellova prašičja farma. Zadnje vprašanje. Istrski pregovor pravi, ovco brez gospodarja tudi pozimi šišajo. Ja, tudi z gospodarjem način napačen. Ali pa če je pravilen. Ovca je pač ovca. Hvala, nadaljujem naslednjo sredo.